Kaj je solidarnost in kako se skuha solidarnostna čorba? Recept vam zaupam po uvodni špici. Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Po prvih 5 oddajah se že spodobi, da vas vprašam, kako se vam zdi. Da vam ni treba vsega brati v Slovencu, da lahko kakšno reč tudi poslušajte. Sicer pa, naslednjih nekaj minut bo zelo težkih za vse nas. Zame, ker mi zdaj res ni za biti tukaj, ker je Facebook še vedno poln fotografij prijateljev, ki so na dopustu, in ker je vroče in ker se mi res ne da. In za vas, ker me boste morali poslušati. Zakaj morali? Če že zaradi tega ne, ker sem super in fajn in zanimiva, potem pa pač iz gole solidarnosti. Lahko ste tudi oblečeni, ne rabite se slačiti. Razen, če gledate novice na stranišču. Tudi s tem ni nič narobe. Tudi jaz to počnem. Kaj je solidarnost? Na prvem mestu je zanjo treba z prvega mesta prioritet sneti vprašanje, kaj jaz hočem in kaj jaz rabim. In ga nadomestiti z vprašanjem, kaj je dobro za vse nas. V osnovi gre za medsebojno pomoč in sodelovanje. Pri tem nam pomaga, če se zavedamo, da smo v skupnosti medsebojno povezani. Kako smo povezani in kako smo si blizu, tudi ko menimo, da si nismo, nam pokaže tudi prenašanje in širjenje virusov. Solidarnost je bila pomemben element v procesu evropske integracije že od samega začetka. Brez solidarnosti ne bi bilo kohezijske politike in kohezijska politika je tista, ki podpira solidarnost. Ja, saj vem, še ena težka beseda in vse skupaj se že sliši kot žnjubidjo, ampak v bistvu je preprosto. Denar, ki se steka v skupen evropski žakelj, se v okviru kohezijske politike deli tja, kjer je potreben. Pomeni k manj razvitim evropskim državam in regijam, da bi ti čim prej dohitela ostale, ter da bi se zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno obstajajo v Evropski uniji. Predstavljajte si, da se odločimo vsi skupaj skuhati eno lončnico. En prinese sol, drugi vodo, tretji nekaj mesnatih rebrc, četrti krompir, kar pač kdo ima. In potem fino podkurimo pod kotlom, če nihče od vas nima drv, saj nekdo zagotovo ve, kam jih je zložil sosed. Dobro premešamo in potem čez nekaj časa vsi uživamo v krasni enolončnici. Yummy! Tisti, ki je prinesel vodo, lih tako, kot tisti, ki je prinesel krompir. Fino, a ne? In če se potrudimo in vsak prinesemo najboljše, kar imamo, potem bo to res vrhunska specialiteta. Skuhali smo solidarnostno čorbo in si jo na koncu solidarno razdelili. Če ima kdo probleme z mesom, mi to solidarno razumemo in mu prijazno odstopimo zelenjavo. Ali pa skuhamo zelenjavno juho iz vrečke, skratka, na koncu bomo vsi siti. Solidarnostno. Krščanska solidarnost nas uči, da smo ena sama velika družina. Ne glede na narodnostno, etično, rasno pripadnost, ekonomski status ali ideološke razlike. V resnici ni tako preprosto. V osnovi smo namreč skupnost individualistov, ki ima vsak svoje želje, svoje znanje, svoje sposobnosti in se obnaša, po svoje. A čeprav smo individualisti, smo še vedno socialna bitja. Nekdo pač mora biti okoli nas, da opazi našo edinstvenost, mar ne? Poleg tega v moderni družbi, za razliko od prvih ljudstev, živimo v razdelani družbi. Nismo vsi nabiralci in lovci, ampak smo razvili mnogo različnih poklicev. Kar posledično pomeni, da nismo samozadostni in smo eno drugega odvisni. Zdaj sem se spomnila, da moram poklicati vodovodarja. Saj mu bom plačala, čeprav sem se tuja.
Kot sem že omenila, je solidarnost temelj in sredstvo evropskega integracijskega procesa. Ni pa to nekaj, da bi rekli, super, smo naredili solidarnost, zdaj gremo pa roke umit, pojesti večerjo in spati, kot da bi zazidali novo garažo. Zahteva namreč konstantno delo. Pandemija COVID-19 je dodatno razgalila neenakosti sodobnega sveta v vseh oblikah in kontrastih. V vseh družbah so še vedno ranljivi in prikrajšani. Na vprašanjih migrantov si lomimo zobe. Ob začetku pandemije so izginjali tovornjaki z zaščitno opremo. Glavno, da je za naše dovolj, oni pa naj za svoje sami poskrbijo. Solidarnost je visoko na lestvici naukov pandemije COVID-19. In tudi ni vse na plečih politike. Od vseh nas je odvisno, kako solidarna družba smo in bomo. Ali nam je pomembna le lastna dobrobit? Ali sežemo vsaj do soseda? Če bi večkrat slišali, da je nošenje zaščitne maske in cepljenje solidarnostno dejanje, bi se manj pritoževali? Koliko težkih vprašanj tako na koncu, vse vem, ni pošteno. Bom solidarna z vami in bom končala. In hvala, ker ste bili solidarni z mano in ste me poslušali. Lepo se imejte in pazite nase.